Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli. Nova epizoda podcasta Večer uživo je to. O vzgoji bo tokrat tekla beseda. Predvsem o taki, ki jo narekujeta zdrava kmečka pamet in odprto, sočutno srce. O njej bomo klepetali s strokovnjakom za vzgojo, specialnim pedagogom, ki je baje kot šolar najbolj užival v šolskih odmorih in pri urah telovadbe. Danes pa svoje znanje in dragocene izkušnje niza v priročnikih za vzgojo in na številnih predavanjih za starše, otroke, učitelje in vzgojitelje. Naš tokratni sogovornik je Marko Juhant. Gospod Marko Juhant, dobrodošli v našem podkastu. Kako ste? Ja, živahno. Delovno. To je tako, veste, to je tako, jaz v šali pravim, da dvorišnica prednost je, če si šef. No, dobro, to si je fajn zdaj za zapomniti, ne? Ja, znotraj tega pač sam odločaš, a ne, znotraj vseh mogočih in nemogočih zadev in je prednost, če lahko kaj odločiš tudi sam, ja. Tako, kot vam odgovarja. Gospod Juhant, tudi zdaj je išla vaša nova knjiga, nastala je čisto v tem obdobju karantene, ne? Ja, zaključena je bila v tem obdobju, ja. Karantene. Varuh dolžnosti staršev s podnaslovom zelo takim dobrim sporočilnim: uporabite zdravo pamet, ne potrebujete dovoljenja znanosti, ne? Tako, ja. Apelirate na nas starše. Povejte mi, gospod Juhant, kje smo starši, kaj vi mislite, izgubili ta stik s seboj, z intuicijo oziroma s to svojo zdravo pametjo pri vzgoji? Jaz mislim, da en del razloga za to je velika ponudba. Različnih vzorcev, zgledov, ki obljubljajo srečne in ne vem kakšne še otroke, a ne. Različne metode dela, skratka, kako naj bi bilo. Po drugi strani pa je pa tudi to zavedanje staršev, da so še vedno relativno mladi ljudje in hkrati tudi želja potem, jaz imam tudi neke pravice, jaz imam pravico do prostega časa, jaz imam pravico do tega, da se športno udejstvujem, na vse zadnje to skrbim za svoje zdravje. Hkrati je pa delo se je razvleklo čez nemogoče ure, a ne. Le malo poslov je še takih, razen v tovarni, da prideš, pričneš ob uri in zaključiš ob uri. Vse ostalo je, prideš prej in zaključiš, ko pač končaš, ne ko je ura potekla. In tule je zdaj težava, ker tudi starša med sabo nista pogosto usklajena, ja, zaradi tega, ker oba hkrati nista skupaj z otroki. A ne? In vidite vsak svojo situacijo drugače. Pod usklajenost pa ne mislim, da sta zlita, da popolnoma enako ravnata, ne? Ker to je škoda, to je velika škoda. Ker če bi oba popolnoma enako ravnala v vseh situacijah, pol je eden odveč. Pol je niso dovolj, da je en sam, a drži. No, otrok mora pa izkusiti, da oče drugače rešuje iste probleme, iste prijeme, kot ima mati ob nekih drugih situacijah. Ne? Zato, da dobi več izkušenj in da vidi, da nikoli pravzaprav v življenju ni možna ena sama rešitev. Vedno jih je več. In potem izbira tisto, ki mu je bliže. Hkrati pa zgubljamo seveda na ta način tudi zgled, kako po spolu smo različni, če si priznamo ali pa ne, a ne? Da vidijo, kako pa zdaj to rešuje moj spol. Torej to, kar sem jaz, kako pa mi to rešujemo, a ne? Če vzamete čisto majhno deklico, 3 leta staro. Nobeden je ne uči posebej nekih prijemov, nekih spretnosti socialnih in tako naprej. Ona to prinese že na svet. Za fante ne rečemo zaman, da je bučman. Bučko, ne, sicer običajno z malo večjo glavo, ampak še ne funkcionira, ne. Punce so pa socialno spretne, že pridejo take, to je že tovarniška, tako, tovarniška nastavitev je temu pravim, ne, tako je bila izdelana, že s tem prišla na svet. In tega ne morejo otroci potrditi, če niso z obema staršama, a ne.
In potem tudi te znani kompleksi, ki jih poznamo skozi vse življenje, zaljubljenost, recimo fantka v mamo pri 4 letih in take štorije, ki zelo pomagajo, da se potem tako odloči za svoj spol in tako funkcionira, da bo imel tudi on naslednike. Tega danes mnogokrat ni več. In stvari ostanejo tako kot pri ostalih zadevah. Lahko si spremljamo nadarjenost kot potencial. Ampak od potenciala do rezultata je kup garanja. Tako. In tega ni. Zato imamo kupe in kupe nadarjenih, ki jih pa kot odrasle ne srečujemo več. So se zgubili. Tisoči nadarjenih otrok, ki jih ne srečaš več. Noben ne reče nadarjen. Jih je par posameznikov z vsake šole. Nam nič ne pomaga, da imamo tak sistem. Pač smo si izbrali, žal, mislim, da napačnega, kar se nadarjenih tiče. Se pravi, ta nadarjenost, lepo ste povedali, zbledi, kot otrok ima nek potencial, potem kot odrasel ga nima, ker se zgubi vmes ta pot, kjer je treba delati in garati. In tukaj nam staršem umanjka, kako bom rekla, en tisti moment ali pa vedenje, da otroku vcepimo to delovnost, to, kako narečemo to, da je treba za uspeh vlagati. Vlagati. Ja. Razlika med uspešnim športnikom in nadarjenim športnikom so treningi, pika. In to je garanje. Garanje čez tisto mero, ko je samo udobno in prijetno. In tako je vseh, hočeš nočeš priznati, je vseh poslih. Zdaj, moram takoj povedati, da nisem med tistimi ljudmi, ki bi rekli drugim, garaj, več delaj, bo bolje. Ja, to bo bolje za lastnika firme. Ja? Zate pa definitivno ne. Treba je premišljeno delati. Ne to, da potem manj delaš, ampak da misliš z glavo, da delaš tako, da si ustvarjalen, ampak da se ne prekuriš, ker moraš držati 100 let in cilj je zdrav umreti, drži. Tako. No, tako. Res je. Gospod Juhant, ampak vseeno, tista meja pa se zna, imamo pa druge skrajne že starše, ki pa otroke preforsirajo, tudi rečemo, v tej njihovi vztrajnosti, da včasih zna iti pa tudi čez rob. Tudi to je druga skrajnost. Kako pa zdaj vedeti, ne vem, kje je ta balans oziroma... Kje je meja? Tako. Kje je meja, ja. Jaz mislim, da je treba prisluhniti otroku. Treba ga pogledati, treba je videti, kaj se rojeva. Zdaj, ko so bile počitnice, počitnice te prvomajske, pa niso bile prave počitnice, zato ker so starši mnogi, ker so delali za šolo, ker je pač treba bilo delati, so not prinašali. In smo tudi neko raziskavo izvedli in je kar bilo sodelovalo staršev takih, toliko jih je bilo za eno celo šolo od 1. do 9. razreda. In kar nekaj jih je ugotavljalo, kako je krasno, koliko so drugačni njihovi otroci, ko ne hodijo na šolske in obšolske dejavnosti. Da se med sabo igrajo, da so prijazni, da so nasmejani, da imajo čas, da jih spoznavajo tisto kot drugačne. Ker niso stalno vpeti v urnik, ampak pazite, to niso otroci, ki bi prej imeli težave. Starši tega niso prepoznali, da imajo otroci težave, ampak zdaj so pa prepoznali, da so otroci drugačni, po domače. Oni so rekli, boljši so. In edina razlika, ki so jo našli, je, za šolo delajo dopoldne, so naredili, popoldan so bili prosti, nikamor jih nismo vozili cele dneve in smo živeli mirno in otroci so se umirili, začeli med sabo govoriti, se igrati in podobno. Ko jih poslušaš, kako opisujejo te svoje otroke, vam povem, da visi po tistem starem otroštvu. Po času, ko nismo gledali, nostalgija, za nas odrasle, ko nisi gledal na uro, ko si imel občutek, da je ves svet je še tvoj, A veste, se nismo ozirali na vsako mejo, ni bilo vse za ograjami in podobne stvari. In smo otroci tekali, recimo, če smo bili na vasi, kjer si bil, tam si pač bil, In tudi vsakdo od vaščanov je malo pogledal, kaj počnemo, In če smo kakšne neumnosti počeli, ni bilo to tako, da bi rekli, da bom pa očetu povedal, te bo že oče reda naučil, Ta človek, ki je bil tam, ta odrasli, odgovorni, rekel, fantje, punce, ali pa ajde mularija, tole pa ne takole in takole se to dela.
Kje boš pa zvedel? Včasih smo hodili rabutati. Zgodna jabolka, recimo. A ne, tam ti je povedal, lastnik je rekel, veš, ja, ampak vrečke pa ne smeš s sabo prinesti. Veš, ti so kar takole v žep daš, pa 2 v roki, pa to je to. A ne? Prav drugače pa ne, a ne? Ja. Lejte, tu so bile tiste družbene norme. Vsi so nas učili teh norm. Vsi so bili pozorni, kaj delamo. In en afriški pregovor pravi, da za enega fanta gor spraviti rabiš za celo vas ljudi. Ja. In to se je takrat kazalo, da je res. Tudi v mestih so bile zelo različne situacije. Ne? Cele v mestne četrti ulice, otroci so se med sabo dosti bolj poznali, kot se danes. Ne? Če vzamete te stare, recimo, ne vem, rockerje in te, vsi so se med sabo poznali. Tudi je bil kdo, kakšen konc mesta je bil sprt z drugim koncem mesta, ampak zadeve so bile vendarle na nek način regulirane. Ne? Tega danes žal ni več. Ne? In otrok, kolikor se znajde, se pač znajde. Ne? In mnogi se ne. In potem, da se bodo znašli, starši pošljajo v neke obšolske aktivnosti in v teh obšolskih aktivnostih je problem, da tam je še hujši urnik kot v šoli. Ker pričakujemo rezultate. Naši morajo zmagati, če je to šport, morajo zmagati. Če hodi v glasbeno šolo, mora izvrstno izpeljati koncerti in še doma mora vaditi. Ker je hujši program poteka kot v šoli. A ne? Starši pa mislijo, ja, se ima prosto, sej to je pa ja otroštvo. Ne. Šola nikomor ne pobere otroštva. Otroštvo poberejo obšolske dejavnosti popoldan. Zdajle je bilo pa res kar nekaj težav, ko je lahko tudi učenje doma pobralo otroštvo, ko je bilo toliko naporno, pač glede na to, koliko so starši pričakovali, da bodo ponudili otrokom, koliko so dejansko uspeli to narediti. Je bila kombinacija res zelo posebna. Mislim, da je unikatna, nikoli nobena generacija staršev še ni imela take izkušnje, a ne pri nas. In upam, da od tega kaj potegnemo. Zdaj ste rekli, lepo ugotovitev ste tudi vi oziroma z vašo anketo oziroma z vašim raziskovanjem, ne? Ste dobili en tak lep rezultat. Ja. Ampak zdaj če smo že, dobro, iztočnico ste mi dali, ker sem vas tudi to imela namen vprašati o teh obšolskih dejavnostih. Ja. Sicer, koliko jih je zdravo imeti, oziroma kako naj pomagamo izbirati in ali otroka, ko ga, veste, da ga že včasih po enem tednu mine, kako ustrajati. Kaj zdaj? Ja, tako, do katere mere, kako dolgo. Zdaj, jaz mislim, da je kar zelo v redu, če ima otrok eno od gibalnih možnosti tole, torej, da se razmiga, šport, verzija, ples, skratka nekaj, kjer se miga. Mora migati, mora gibati. To absolutno bi rekel ja, vsaj eno. A ne? Vendar, ta druga, mogoče, ta tretje pa nikakor ne ve. Ker je preveč. Ker če je res dober otrok, potem se začnejo tekmovanja in nazadnje cela družina samo vozi tega otroka sem in vse se podreja. In če imate enega uspešnega športnika, imate težko še ta drugega in ta drugi je prikrajšan in zaradi tega ta drugega potem mene kličejo na pomoč. Veste? Imamo probleme. Ja, seveda jih imate, ker vse v enega vlagate. Ne? Ta drugi se počuti prikrajšanega, pa se pa še kakšna punca po svoje in pri puncah pa pri najstništvu butnejo težave z družbo, s temi socialnimi stiki, telefoni, računalniki in podobne stvari. Ne morete verjeti, kaj vse dekleta še vedno, kljub vsemu in vsemu na vkljub, kaj še vedno objavljajo. To je nekaj neverjetnega. Ne? Da se ne ustavijo, ampak zato, ker je zraven tudi en del tega uporništva. Ja, to gre skupaj, ne? Ja, skupaj gre. Se pa resno ne zavedajo, kako dolgoročne posledice so lahko. Jaz večkrat me tolaži to, da smo ljudje zelo pozabljivi, veste. Da kar pozabimo na te stvari. So pa zoprne situacije, ko bo nekdo spet prilekel nek filmček ven, obravno ne pravi zgodbi, ne vem. Tisto pa potem lahko res izjemno neprijetno, in lahko tudi naredi tako spremembo v življenju, da se nikoli več življenje ne vrnejo v stare tirnice. Tega mislim, da se je
tega pa res mislim, da se je zabata. Zaenkrat še ni tega, da bi otroke pri nas ugrabljali na veliko, ne vem kaj, ne? Ampak pri nas je samo panika živa, kar se tega tiče, drugače pa ni še, se vemo, ne. Zakonci si jih ugrabljajo, zato ker pravosodje pa sociala niso rešili zadeve na ustrezni način, ne. Si pol kradejo otroke, pa to že en drugega, kdo je ukradel komu otroka. Ja, to so še druge boleče zgodbe, ja? Ja, seveda. Ampak, no, to, ko smo se pogovarjala, ne, s temi objavami na teh družbenih medijih, del uporništva in to, ampak sej, končno temu se pa čisto izogniti ne da, ne, da bi se zdaj pa čisto te stvari ne bi dogajale, kljub vsem programom ozaveščenosti, da se o tem pogovarjamo. Ravno zato, ker je to del uporništva, ne? Ja, seveda. In točno, če rečeš česa ne, to smo tisto potem narediti, ker ve, da to deluje, ne. In včasih so klici na pomoč otrok pa najstnikov so neverjetni, recimo, ne. Večina staršev ne ve, da če otroka zalotijo pri kraji v neki trgovini ali kaj takega, da je zadaj je praviloma ena druga težava in to otrokov klic na pomoč. On je tako ukradel, da so ga dobili. Zato, da se boste končno enkrat začeli z njim resno ukvarjati, ne? Ja. Tako kot je tudi, če se režejo otroci, ne, ali pa najstniki, je to tudi klic na pomoč. Imam resne težave, zdaj pa, če ne boš se z mano ukvarjal, to je tako hudo, jaz bom kar umrl, a ne? To je močno sporočilo staršem, da morajo nekaj narediti. Se ne bodo umrli od tega rezanja. To starši pogosto mešajo to in željo po samomoru, ponavadi čisto nič povezano. Ampak klic na pomoč pa je izjemno hud klic na pomoč. Imam bolečino, ki je ne morem biti kos, zato si povzročam drugo, ki se ni kos, si jo lahko nadziram. Samo zato, da je ona prva, ki nisem, ne morem biti kos, da je mečkeno otopi. Nič drugega ni zave, ne, prekriti eno bolečino z drugo. To so res klici na pomoč in tega danes starši, recimo, jaz mislim, da jih mnogi sploh ne prepoznajo. Ne? To me zanima, ja, v bistvu, kako odreagirati, kljub temu, da se to zgodi, se ustrašiš, vi ste rekli, da se celo ustrašijo v smislu, da bi rezanje smrtno nevarno, ne, celo to je skrbi, ampak tistega pravega vzroka pa ne prepoznajo, oziroma kako je pametno pristopiti k otroku, ki ima tako težavo, pravijo se pogovarjati. Ja, če prej ni bilo vajeno, ne? Tudi jaz verjamem, da so se že pogovarjali. Pogovarjanje je lahko ravno del problema. Pogovarjanje je lahko, točno to je lahko del problema. So družine, recimo tam, kjer so premehko vzgajali, tam se vedno pogovarja. To so družine, ki reče, mi imamo kar družinske sestanke. Točno veš, permisivnost, slaba vest, pritiski in tam se očita vsem, ne, tisti, ki je naredil prekršek, za tistega se izvede mala maša, kot rečem, zraven morajo biti prisotni pa še ostali, vsi ostali člani, zato da oni pa ne bi zdaj tega tudi počeli, ostali pa preventivno, ne. In zadeva ne deluje, zakaj, ker nikoli ni konca, se ne zaključi. In potem je slaba vest in zraven še pogosto so taki manevri staršev, kot je odklanjanje pozornosti, a pa ne pokaže ljubezni in podobne stvari, ne. Tako kot poznamo v zakonu, ne vem, tihitednja, ne. Ja, to sporočilo zakoncu, s katerim si v bitki in baš tihitedenje, nisi del moje družine. Zdaj si zamislite, da vaš najstnik, ki ima že tako 1000 težav, naredil še eno hudo stvar, ste se začeli meniti in zdaj čuti še en molk tak v družini, vsi se ga malo gibajo. Ja, on res ni del družine. In kaj naredi? Poišče neko druščino, kamor spada. Vzeli ga bojo pa, takoj ga bodo vzeli tam, kjer bo počel kakšne neumnosti. Ga bodo vzeli, takoj, ne. In pa rečejo, ja, so nam ga speljali. Ne, vi ste ga sami, ste ga nagnali, ste ga, ker mu niste dali signala, lomiš ga, vseeno te imamo radi, pogovarjamo se, peljemo zadevo naprej, pa ne tako. Če kjera od mam ne verjame, da to ne deluje z otrokom, usesti se pa pogovoriti. Naj reče možu, glej, dragi, mava en problem, pridi usesti se za mizo, se bova pogovorila. Naj proba. In bo videla, da ne pride čist nikamor, ker ded se bo usedel, prekrižal roke, prekrižal noge in rekel, no, kaj imaš zdaj za povedati. In zadeva se tam konča.
najstnik to isto naredi, samo z manj očitnimi kretnjami, gestami, a ne, in zadeva ne deluje, manj se je treba, eni pa sam pogovarjajte se, je pa to treba res znati in treba je znati molčati tudi, a ne. Če treba otroka kregati, to je tehnika. Ja. Tehnika otroka se krega tako, da začneš z besedo kadar. Če je zamudil, ne rečem, že spet zamujaš, to leti na osebnost. Ja. Ne rečem, zakaj mi to delaš? To je metanje krivde, a ne? Ja. Mu hočem slabo vest buditi. Če rečem, kolikokrat sem ti že rekla, pomeni, da je neposlušen, da ne uboga, da je grozen mulc, a ne? Če pa jaz rečem, kadar zamudiš, samo takrat, kadar zamudiš, to velja. Drugače pa ne, druge dni si pa okej. To je malo distanca postavljena, ne, s tem, zelo neutralno, ne? Točno tako. In Ja. to je ta kadar takoj pove, da gre na obnašanje. Tako. Ne gre na otrokovo osebnost. Glejte, in te stvari starši morali bi jih obvladati, no, pa jih ne. Žal jih ne in se ne posvetujejo, ampak iščejo seveda. Problem je tudi računalnik, sistem računalniški. Gredo, napiše, imam takle in takle. Problem, kaj ne naredim. In najde na ne vem katerem naslovu internetnemu računalnik ponudi par rešitev in pogleda najprej mehke verzije. In potem odpre naslednjo, mu računalnik glede na to, kar je izbral prvič, mu ponuja samo še istega tipa. In ima občutek, tako se to rešuje. Posod je. Ja. Računalniški program ga enostavno zapelje in misli, da ima prav, a ne, si sem toliko, vsi ljudje tako, ne vsi, samo tisto, kar si ti izbral, ker količina informacij je pa enormna, ne, in ravno tako, če izbere eno grobo, preveč nasilno verzijo, bo same take dobival, a ne, daj ga, a ne. Zapriga na mlatiga, ne vem kaj še vse, porid ga, da se na upoznal, kako že poglav ga mu, po glavu ga moške se nič ne vidi, ne, to so grozne stvari, a veste. Ja, prav strašljive, a ne. Kaj ljudje vse svetujejo, a ne. Pa, ko grem jaz na predavanje z naslovom kazen, ljudje prijo čist prestrašeni, zeleni in trdi. Nekateri bomo pa odhajajo, prav se kazni sploh ni tako grozna. Ja, seveda ne, se ni namen kazni, da se otrok slabo počuti. Tako. Namen kazni je, da otrok naslednjič ne bo več počel tega, kar počne, oziroma da se ustavi in poskusi neko drugo, najbrž malo boljšo rešitev. In če mu še ne bo uspelo, bo pa ta tretjič ali pa ta četrtič, ampak bo prišel skozi ta proces, bo prišel do boljših rešitev in nazadnje zadeva nikakor ne bo več potrebna. A ne? Po drugi strani, tekli starši, recimo, ko smo rekli, s permisivnostjo, on reče, mi ne kaznujemo. Pa še kako kaznujejo. Tako dolgoročno, ne? Ja, in problem je, da potem imajo slabo vest in se odkupijo s nečem, česar ne bi smeli narediti, recimo s čokolado ali pa s skuterjem ali pa odvisno od tega, koliko so bili grobi z otrokom, a ne. In se začne naučitelj in otrok ugotovi, se ta starga, jaz sem zraven, ko je otrok rekel vsej, mami je rekel, ločeni starši, in je rekel, se bom moped dobil. Prav, kako boš dobil moped? Prav, a ti mi ga bo kupil? Prav, ne, on tega pa se ne bo kupil. Prav, bo. Prav, veš, je včasih toliko divi, jaz že vem, kako bom prišel do mopeda. In da je jezdil namenoma, naštudiral in je dobil moped, ne morate misliti. Skuter je dobil električen, ne električen, bencinski, zato ker je spravil očeta v tako slabo vest. Sistematično ga je pa toliko časa spodbujal, dražil, izzival očeta, da nazadnje odreagiral na čisto nepravilen način, pol ga pa slaba vest pripeljala do tega, da mu je dejansko kupil skuter. In to so stvari, ki so hudo narobe. Takih zadev je veliko preveč, ker ne razmišlja, večina staršev ne razmišlja, kaj bomo, ali pa na dolgi rok ne razmišljajo, ja, kaj pa bomo, kako bomo. O šoli še razmišljajo. Ja, točno to. Pa se pa konča, ne? Samo, da bo najboljši, da bo prišel na dobro šolo, to ste super tudi v knjigi napisali, ne? Jaz sem zraven, ko je otrok rekel vsej, ločeni starši, in bi rekel, se bom moped dobil. Prav, a ti mi ga bo kupil? Prav, ne, on tega pa se ne bo kupil. Prav, bo. Prav, veš, je včasih toliko divi, jaz že vem, kako
da ga spravimo na najboljšo, ne vem, gimnazijo ali karkoli, vmes se pa pozablja na vzgojo, ne? Tako. Največji problem je, da večina ljudi ne pomisli, da vzgajaš za danes. Ja, To rabiš danes, rabiš jutri. tako. To ni za enkrat potem, ko bo odrasel, bo pa znal z dekleti komunicirati pa z ženskami. A ne, on mora znati že danes na primeren način. In s fanti, in z nadrejenimi, in s podrejenimi. To rabi že danes. Medtem, ko neko znanje, mogoče ga bo potreboval ali pa ne. A ne? Točno vem, da smo se učili integral izračunati, nikoli v življenju ga nisem potreboval. Ja, Ampak imam še kar nekaj let življenja, mogoče ga bom pa potreboval. ja. Tako. Ja. A ne? In je fino. In takrat ga bom enostavno obnovil, kako zadeva gre. Čakaj, kako je že tole šlo tkole in se bom pozanimal, če bi ga dejansko potreboval. In te ni strah in imaš možnosti. Tle rabimo širino, več, a ne? Na rezervo rabiš pri izobraževanju. Medtem ko pri vzgoji pa ne rabiš na rezervo, ker moraš za danes imeti. Res pa je, da te vzgojne stvari na srečo, znanje se spreminja, medtem ko dobra vzgoja, lepo obnašanje se ni kaj prida spremenilo zadnjih 100 let, drži. Ja. Še vedno, če rečeš dober dan, če pozdraviš, če vljudno v mail napišeš lepo pozdravljeni, ista štorija, drugi mediji. A ne? Tako. Ampak ti odnosi so, stvari so še vedno tam. A ne? Je uporabno tisto, kar je danes, bo uporabno tudi jutri. Bo mogoče malenkostno treba spremeniti. Pa bo čisto tako prilagoditi. Točno to je ta prava beseda. A ne? Zakaj prilagoditi? Zato, da bo lagodno za tega, ki uporablja. In če govorimo o odnosih, da bo lagodno, prijetno, dobro dene tudi tistemu, s katerim je ta naš otrok recimo v stiku. Tako. Gospod Juhant, starši, prisotnost staršev. Starši imamo recimo velikokrat občutek, da smo z otrokom, da smo tudi dovolj časa z otrokom. Vi zelo super tudi tale uvod naredite v tole svojo zadnjo knjigo, ko rečete, se ukvarjam oziroma ja, imam rad otroke in vi rečete, pokažite mi koledar, ne? Oziroma planer, koliko časa oziroma koliko časa vi preživite z otrokom, ampak ne samo to, da preživim, kako preživim, oziroma kaj bi zdaj rekli, ali je važna kvaliteta, kvantiteta, včasih so rekli, da tudi če je manj časa, pa da je to kakovostno, ampak to verjetno ne drži, oziroma... Ja. Lejte, statistike so grozljive, tudi severnjake, ki se sporadi citirajo, je pogosto bilo rezultat tam 20-25 minut na dan oče z otrokom. To ni nič, ne. Jaz trdim, da mora biti vsaj toliko kot en randi, če se spomnite, ko smo bili najstniki. To pomeni, za čas ene šolske ure, 45-50 minut, pa že mora biti v enem kosu, da se nekaj zgodi. Proces rabi določen čas. Če imate nekoga, ki je žalosten in ga želite potolažiti, ga objamete in je bolje, vendar. Če ga objemate 8 sekund, tečejo hormoni in je situacija popolnoma drugačna, kot če ga objemate samo 5 sekund. Ja, bo rezultat čisto drugačen. Pri 8 sekundah bo bistveno boljši. No in zdaj je vprašanje, a bomo mi temu svojemu otroku ponudili 5 enot, ali mu bomo ponudili 8. Jaz dostikrat pravim, že za majhne otroke je najboljša igrača oče, ki se uleže na tla. Boljše igrače je ni. Je ni. Dejansko je ni. Zakaj? Zato, ker je stik, zato, ker je dotik, ker je zabavno, otroci se učijo zaupanja, tudi starši se učijo zaupanja, da ti malček ne bo prsta v oko. Skratka, to so res čisto ta prave lekcije in stik je intenziven in kar nekaj časa traja. Tako je tudi kasneje. Zamislite si, da greste za 20 minut z otrokom na kolo. No, koliko bo od tega? 10 minut delce peljete, pa predržite nazaj, prednji se oblečete, preoblečete in tako naprej, vam je ostalo vožnja mogoče 6 minut v eno smer, pa 6 minut v drugo.
to ni nič. Ja. Ja? Če ne traja zadeva 2 uri, rečemo, je brez veze. Nima smisla. Mora preteči en toliko časa in tudi neki čustvo se mora zgoditi. Če grem z otrokom na cesto, me skrbi, so močna čustva, ga učim za sproti, ja, in se pusti nadzirati. Ni nič jezen, če ga gledam, a drži. Drugače se ne pustijo nadzirati. Če smo pa v prometu, se pa otrok mirne duše, še posebej, če gre s kolesom, mirne duše se pusti nadzirati, me lahko tudi vodi, on je spredaj, jaz lahko vozim za njim, to je najboljša, zato da vidim, kako me pelje, da vidim, kaj kontrolira, česa ne kontrolira, lahko se tudi zamenjava. Lahko izbira pot, lahko se nauči planirati, lahko določa, kdaj je pauza, kdaj bova žejna, kdaj bova pila, kako je s temi stvarmi, kaj se pije, a gre za vodo, a gre za elektrolite, ker danes otroci bi si vzeli samo nekaj sladkega, ampak problem pri potu so elektroliti, tako kot pri ostalih zadevah, celo mora funkcionirati kot električni stroj in potrebuje pač v vseh tkivih stvari, ki omogočajo pretok vseh mogočih signalov, In zato rabimo elektrolite. In to je tisto, kar moramo otroke naučiti. Naporno bo elektrolite, ne samo sladko, ne energije ti bo zmanjkalo. To se dolgo ni videlo, dokler ni bilo teh dolgotrajnih plesov, rejvov in tega, kjer so potem le vendar. Tako, dobesedno, sej smo pili, sej je pil veliko vode, pa kaj ti ne rabi, ni dovolj. Take stvari. Kje se boš o tem pogovarjal? Na kavču se nikoli ne bosta o tem pametno pogovorila. Ko se pa tam odžejaš in začutiš, da po nekaj minutah telo spet funkcionira, to je najmočnejše sporočilo, ki ga otrok lahko dobi. To pomeni, to je prava lekcija. Ampak ta lekcija mora trajati. To je lekcija, ki mora trajati toliko časa, da sem žejen, da sem lačen, toliko časa, da mi zmanjka energije, toliko časa. Se pravim, po 2 uri ni to kaj posebnega. Jaz verjamem, da v Kranjsko goro ali pa na Krvavcu ali pa na Pohorju nobeden ne gre smo 40 minut časa. Ja. Ker je premalo. Tako. Nima smisla. No, tudi za otroke ni. Še vedno ima smisel, da si z njimi, če imaš tudi premalo časa, vsako minuto izkoristiš, kot rečemo, ampak ne potem misliti, da to je pa dovolj. In čas z otroki je treba planirati. Ker sam po sebi se ne bo pojavil, sam po sebi ga bomo potrošili, samega po sebi čas za druge stvari, ki nas presenetijo. Bravo. Za pomembne nam pa zmanjka časa in če je kaj pomembnega v našem življenju, sem prepričan, so to naši otroci. Tako je. Gospod Juhant, zdaj se zaključuje šolsko leto, otroci dobivajo zadnje ocene, nervoze, stiske so. Starši imajo tudi verjetno imajo pričakovanja. V zadnjih 5 minutah bi še radi, da bi bile ocene dobre, odlične. In s tem na otroka v bistvu izvajajo pritisk nad njim, nad otroki. Kako ublažiti oziroma zdaj pa otroku, dati vedeti, da ga sprejmeš, da bo v redu tudi kakršnekoli bodo zdaj ocene, ali ga je fajn priviti, ali kaj, ne vem. Kaj v tej situaciji sploh narediti, glede na rezultat, ki je ali pa ni tak, kot smo pričakovali. Zdaj, glede na to, tole zdaj bo mogoče malo kruto za starše, ampak glede na to, da so bili starši učitelji, je rezultat tak, kot ponavadi rečejo za učitelja. Otrok je uspel ali pa ni uspel, zato ker je bil učitelj v redu ali pa ni bil v redu. In ne glede na to, kaj so učitelji hoteli od otrok v šoli, so bili še vedno starši tisti, ki so pouk izvajali v bistvu, drži. No, torej, kdo je potem tisti, ki je odgovoren? Kdo bo imel slabe ocene? Je otrok definitivno ne, če se gremo po analogiji. Dejstvo je tole. Letošnje leto je bilo toliko zunaj vseh okvirov, da iskanje ciljev, statistik,
priznan, da naš je pa odličnak vseh, tudi v korona razmerah, glejte, vse večina bo. Vse večina bo, taki, kot so bili prej, dosti razlik ne bo. Tisti, ki so že prej redno delali, so tudi zdaj redno delali. Tisto, ki so že prej delali težave, so tudi zdaj delali težave samo drugemu učitelju, a ne staršem. Tega je bilo veliko. Prej sem rekel, da smo naredili raziskavo. Ja, res je, največ težav, najhujša težava, največkrat citirana in opisana, to ni tako, da bi križce pa krog se rešvala, veste, je bilo kar, treba se vse pa pisati. Zahtevna reč. No, in največji problem je to, da otroci ne ubogajo. In to so napisali starši. No, kako zdaj? Kar naenkrat starši nimajo več avtoritete ali kaj? Kaj se je zgodilo, ja? Kaj se je zgodilo, a ne? Ja, zgodilo se to je tisto, kar se zgodi v šoli. Učitelji zahtevajo, otroci ne dostavijo. Doma se je zgodilo isto. Ampak celotne razmere, tudi pritisk na starše, glede na to, kaj, ali so ostali morda brez dela, ali so delali od doma, ali so hodili še vedno delati, pa so bili otroci sami doma, ali pa razne kombinacije, eni tako, drugi drugače. Letošnje merilo, kakšen je otrok, definitivno ne bo zapisano v spričevalu. Jaz mislim, da računam, da bo naslednje leto vendarle normalno potekalo. Naslednje leto je tisto, pri katerem bomo skrbeli od začetka leta, da bodo otroci začeli z delovnimi navadami, se pravi, da začnejo 1. septembra, ne vem zdaj na pamet, kateri dan to je letos, prvi dan pouka, takrat se popoldan začne že delo za šolo. Še nič nimamo. Ima zabrat, ima knjige za zavit, ima uno, drugo, tretje, kar začeti je treba. Obnoviti, poštevanko, ne vem, karkoli. Tole je najboljša kombinacija. Pomagati jim, da dobijo delovne navade, to bo otroke zaščitilo, da bodo lažje zbirali šolo, da se bodo dobro počutili, da se bodo dobro počutili starši, ker ne bo zapletov okrog učenja. In še ena stvar, ko ima otrok delovne navade, doma tudi že, potem v šoli se navaja poslušati. To pomeni, da se ne sili poslušati, ker če moraš ti biti pozoren, ti si lahko pozoren 15-20 minut v eni uri, pa si pa že utrujen. Ja, veš, da napor. In pol je tečen in moti druge. Če pa pridobiva navado in je navajen poslušati in je navajen delati in ugotovi, če v šoli sledim, je doma treba manj garati, potem kaj pridobimo? Pridobimo učenca, ki je zainteresiran, ki se ne muči, on se ne trudi, da bi poslušal. Njemu je to nekaj normalnega. In to je pa zdaj otrok, ki hodi raje v šolo, otrok, ki funkcionira, to še ne pomeni, da bo odličnak, ampak to pomeni, da ne bo stalno nekih zapletov, prepirov vsakodnevnih in tako. Železni urnik je zelo pomembna stvar. Vsak dan učenje v isti uri. Ja, je mogoče, če ni vpisano 3 različne obšolske dejavnosti, Lejte, krog se sklene. Vpijemo, koliko je pomembna šola, vpisujemo ga pa tako, da za šolo ne more delati ob enakih urah. Ampak ljudje smo bitja navade. Naše telo se navadi. Rutina, te ura, če si navajen ob 4 se usesti in učiti, se telo ob 4, kar paše, da se usedeš. Samo pokliče, ne? Samo pokliče in potem se ni treba ukvarjati tem, ali bi se danes učil ali se ne bi učil. Sploh ni potrebe, ker se enostavno usedeš in začneš. Tako kot odrasli, ki imamo delovne navade, ki nam ni muka, ne vem, so ljudje, ki izberejo, ponedeljek, pa ta ponedeljek. Drama. Ja, in je vse prima stvar, začetek teme, kaj vse se bo zgodilo, vse je še mogoče, ponedeljek je dan za začetek, v tistem tednu je čisto vse mogoče, In pa že v sredo vpijajo, kdaj bo vikend, tole radijski novinari. To je njihova najljubša mantra. Najljubša mantra. Ja, vikend prehaja. Kot da se vse samo vikend, samo žur. Točno to. Vmes si pa mrtev 3 dni od ponedeljka do srede, ne? Ja. Ni življenja. Samo pričakuješ, si ko nosečenca, samo v pričakovanju, zdaj pa bo, vikend bo in bomo rodili, ne vem kaj, bo sicer ta plod, ampak mislim grozno. In otroci to poslušajo, imajo občutek,
da bodo že sprogramirani, ponedeljek je treba grdo se držati, v torek še kar, v sredo se pa že počasi začneš veseliti četrtka, ki je mali petek, Tako. in petek je mala nedelja, mislim, Točno to. tule je treba nekaj spremeniti. Za otroke je zelo pomembno, da vedo, da jih starši držijo. Od ponedeljka do petka je delovni teden. To pomeni, od ponedeljka imam zjutraj šolo, popoldan učenje. Tudi v petek imam zjutraj šolo, v petek popoldan učenje. Sobota, nedelja sem šole prost. To ne pomeni, da ne delam nič. To pomeni, da delam druge stvari. Biti prost pomeni druge stvari od šole. In to je tudi počitek. Če stojim, si odpočijem tako, da se usedem. Ja. Če sedim, se tudi utrudim, dolgo časa od sedenja, se odpočijem tako, da vstanem, se sprehodim, se pretegnem. In počitek je torej neka druga aktivnost. Počitek od šole je kuhanje sobotnega nedeljskega kosila. Pa še fino je, če se bodo navadili ene 4 kosila skuhati in bodo končno lahko starši v miru kupili pametni telefon, ne? Ja. Da bodo že obvladali. Tako. Ja, to ste zdaj super nanizali, super razmišljanja oziroma nasvete. Zdaj, se pravi, lepo ste rekli, s 1. septembrom oziroma 1. šolskim dnem se začne šolsko delo, prej počitnice. Ne zadnji teden. Ali pa 14 dni rečejo, ne? To je dopust. Tako. Dovolim tistim staršem, če je oče krovec ali pa avtomehanik in ima dopust do konca septembra in ta zadnji teden, že tako malo, da ne bi pozabil, odkrije pol strehe doma ali pa 2 avtomobila malo razdene doma, veste, tako zavajo. Ja. Ni treba ampak tako malo zavajo, se veste, ne? Skratka, toliko, da ima pokvarjene dni, cela družina. Ne? Ja. In tudi, če hočete, da bodo otroci brali, ne jim nositi šolske stvari. Vzemite tisto, kar je na robu njihove radovednosti. Ne vem, če imate 14-15 letnico, ki se vam zdi, da prehitro beži v cvet, za njo je knjiga Prvič. To je naslov knjige. In govori o tistem, kar vsaka mama pomisli, oj Marija, to pa ne. Ja. Se boste imeli marsikaj za pogovoriti in bo pravočasno, da ne bo prvič preden, bo mama prišla z idejo, da bi se bilo dobro začeti pogovarjati. Ja. No, ampak gledajte, to je tema za počitnice. To je tema, ki jo odpreš. To je tema. Greš v knjigo, neseš knjigo, slikneš na mizo in pustiš. To ni treba nič. Brez skrbi, da jo bo odprla. Koga prvič? Čakaj. Ja. Jo bo skrivaj prebrala, če drugače ne. Ja. In jo mora mama tudi prebrati in pol ima ta končno eno skupno temo, ki ni v stilu zate to še ni, ti si še premlada, to je prenevarno, moški so packi in pridig in neka opozorila na suho, ko pa punco ta prvi fant milo pogleda in grejo metuljčki, je pa konc vsega. Se pa vsa pamet neha. Ne. Prej je treba te zadeve. Povedati, kako je bilo. Povedati tudi mama naj, če je pametna, če je modra, če je sama se tudi tako obnašala, da ni treba zlagati se, ne pove, kako je ona občutila, ne pove, kako je ona čutila ljubezen, da bo punca vedela, to je ljubezen, da se ljubezen čuti pod želodcem, ne v srcu. V srcu je strast. To je drugo, to so tisto druga hotenja, uno ljubezen, uno nežno, mehko, uno, kar je najbolj nevarno, kar te dvigne tudi odstav, ne. In tisto je zelo nizko, punce rečejo metuljčki temu, ali pa ženske. Trebuhu, ja? Ja, to tega danes marsikakšna od deklet preprosto ne ve. Ne ve, zato ker se med sabo, to ni tema, kar se pogovarjale, vse mislijo, da to že vse vedo, vsaka misli, da druge vse vedo, ali pa da one same vse vedo in potem se zgodbe širijo take neverjetne tudi, kaj se dogaja in kaj pomaga in vse sorte. Škodljivega, ne? Oziroma... Ja, škodljivo. Če vzamemo spolnost, je gotovo ena od zelo pomembnih stvari v življenju našega otroka. Če zdaj še ne, pa takrat, ko bomo mi mislili, da še ne.
Bože, mi pa mislimo še kar, da še ni pomembna stvar, da se s tem še ne ukvarjajo. Ne? Če punco pa 16 vprašate, kaj o fantih, bo rekla, se s puncami, s sošolkami, veš, se o tem več ne pogovarjamo. Ja, seveda, tam to je tema. To je edina tema, ki je redno na programu. Ne? Si ne morajo povedati, se ne morajo priznati, ampak vse so sprogramirane. Se narava pripravlja na to, da one se morajo pripraviti na nove zgodbe v življenju, na se zadnje, kdo bo pa naredil novo življenje, če ne prav one. Tako je. In to je prepomembna stvar, da bi se punca na ulici to učila, kako in kaj, in dobila ta prave informacije. To mora dobiti od mame, to mora dobiti od očeta. Kaj bo dobila od mame? Od mame bo dobila različne napotke, čisto konkretne, kako funkcionirajo moški, bo zvedla pa od očeta. Oče bo povedal, kaj če punca reče, če po stran pogleda, če pokaže preveč mesa in podobne zgodbe, kakšne so reakcije. Ne? To je tisto, kar rabijo celo sliko, ker drugače vidijo pol slike in še to pol slike od kolegic, ki tudi nimajo vseh informacij ali pa res ne vem, kdo ima vse informacije. Vseh mislim, da nima čisto nobeden, tudi mi ne. So še izkušnje, ki jih mi tudi nismo doživeli. Ampak en toliko teh praktičnih življenjskih napotkov, pa ta mladi le potrebujejo in potrebujejo zaupanje, da takrat, kadar bo kaj hudega, da bodo prišli in poiskali pomoč in da jo bojo poiskali doma. Najprej, zato ker lahko zaupajo, ker se lahko obrnejo, ker vedo, da prva reakcija ne bo zmerjanje, žalitve, čudenje, norme, mi pa tega ne delamo, da vam povem kratko zgodbo, mi pa tega ne delamo, ne. Pri nas smo spodobni, pa odkriješ, da 3 generacije nazaj so bili otroci po 7 mesecih po poroki rojeni. Vsi so bili prezgodaj rojeni. Pa 53 centimetrov dolgi, pa 3 kile pa pol so tehtali, ja veste, nedonošenčki, a ne, ja, pa v belih oblekah so bile gospe, ko so šle v cerkev, a ne, na poroko, se pravi, bilo zlagano, vse skupaj. In potem, ko je to punca zvedla, ta zadnja, torej prav vnukinja, zvedla od babice, da v resnici je bilo to tako 3 štorije že nazaj, vključno z njo samo, 3 generacije nazaj, a ne, je rekla, babe, kakšne ste, a ne, češ, jaz pa nisem taka. No, in je poskrbela, da res ni bila taka. Prekinila. Ona je šla z belo obleko k poroki, in se je čakalo več kot 1 leto na dojenčka. No, tako da je bila ponosna in je na glas povedala pri nas, no, tako da sem prekinila to tradicijo družinsko. Tako. Se mi zdi, da take stvari držijo pa tudi generacije skupaj. A tebi je pa uspelo, ne? A tebi je pa uspelo. Jaz se spomnim babice, ki je rekla, ni bila še 19 let stara punca, ko se je poročila. Pa pravi, še dobro, da se je poročila. Res pravim, ja, pa ne navadno, da je tako mlada. Prav, ja, veš, to je bilo treba, sem mislil, da je bila noseča. Prav, ne. Prav, veš, kaj je ona zagledala kakšnega fejsdeca, prav. Ona se je kar trest začela. Prav, tako kot jaz, ko sem bila toliko stara. Ona je vedela, babica je vedela, da je vnukinja točno taka, kot ona. In si je bilo treba zgodaj poročiti, ker ne bo verige, ki bi tega konja, ali vervi, ki bi tega konja podivjanega držala nazaj, ne? Ta strast, želja, krik po življenju, po doživljanju partnerstva, spolnosti, vsega, ne? Popolnoma naravni. Čisto, ja. In je babica fino rekla, toliko sem se smejal, ker je rekla na koncu, taka je, ko sem bila jaz, ko sem bila toliko stara. In je tudi rekla, da je bilo prav, da se je zgodaj poročila, ker prav, če ne bilo lahko kaj fejst narobe, hitro bi bilo lahko kaj narobe, ne. Skratka, včasih je treba prisluhniti tudi svojim otrokom in se mi zdi, da nam staršem še zmeraj gre zelo v nos, kadar odkrijemo, da so nam otroci bolj podobni, kot smo si mislili, da so. Je težko priznati, ne? Ja, da gre ista stvar naprej, ne. Ja, tako.
No, to, ko so tudi omenila tole varnost, da najstniki vejo, da tudi če se kje zatakne, da so varni, da v bistvu lahko pridejo domov, da je doma zavetje, da jih čaka varno okolje, ampak to se ne začne razvijati, ko je otrok najstnik, ampak to se že vleče od prvega, v bistvu se začne z njegovim prvim dnem, ne, in je potem težko popravljati ali pa izgrajevati neko zaupanje. Ja, tako. Prepozno. Ko otrok mora vedeti, da bo prišel domov in bo deležen vse pomoči. Tako. Bodo tudi kakšne posledice. Napačna vzgoja je, če starši vzgajajo, ti ni važno, kaj narediš, tudi če še tako narobe, prid domov, ne bomo nič ukrepali, drugo, tretje, skratka, nobenih posledic ne bo. Ja. In pol dobiš lumpacija ven, a ne? In pride in reče, enega smo prebutali in pol ga bodo starši ščitili. To ne bo v redu. Mora ga doleteti tisto, kar ga mora doleteti. Posledice njegovega lastnega obnašanja, odločitev in tako naprej. Zdaj, da to ne bo pregrobo, bodo pa starši poskrbeli, a ne? Da ne bilo morda vendar tega le preveč. Se pravi, otrok pride domov, točno ve, tole bomo rešili, neke posledice bodo, ne vem. Recimo, da je doma na 18-letnik ima že izpit, vzel je avto, staršev ni bilo doma, vzel je avto, se je hotel samo malo zapeljati. Mogoče je imel celo plemenit namen, tankati pol tanka benzina, da bo presenetil starše in pof. Ja. No in kaj zdaj? Ne? Kam? Tisti, ki začutijo, da domače okolje ni varno, te bodo bežali. Ta bo naredil še eno ali še dve nesreči. Mimo grede, ker bo že tako slabo vozi, ker je novinec, potem pa še vsa ta panika in se lahko zadeva zelo, zelo nesrečno konča. Medtem, ko otrok, ki ve, najstnik, ki je že kot otrok vedel, da bodo sicer posledice, bo povedal, le, sem hotel tankati, sem kartico sem v sabo, hotel sem vas presenečiti, takole smolna to je ratalo. Posledice mogoče bodo starši rekli, dolžen si cel tank, ne sam pol. Mogoče bo pri kakšnih duhovitih starših, ki bodo vedeli, koliko bo on moral delati za to. Ja, še za pol tanka. Bo to ukrep in bo čisto dovolj. Pa bodo pa zraven šli, ko bo tanko, ali pa bodo rekli, če so res dobri starši, bodo rekli, zdaj pa v miru, pejt na tanke, tako kot si hotel narediti, popravi tisto, kar si zakompliciral. Avto so vmes popravili, je bil pri kleparju, zavarovalnica, drugo, tretje, četrto, vse tako, kot mora biti, a ne? So pomagali, da je šlo vse skozi, da je šlo zavarovalnica, ne vem, ali je bila policija, ali ni bila policija. Veste, to je tisto, kar imajo starši za narediti. Posledica je pa lahko ta, da rečem, zdaj pa pet, pa tisto, kar si se že takrat odločil opraviti, kot je treba, pa polno na tanke, ne sem pol. Ja, lejte, to je močna ukrep, ne, ker mora fino delati za 30 evrov, mora kar nekaj časa garati mulj, ne. To je prvo. In drugo, da mu starši ponovno zaupajo. Spet so mu dali avto. Ja. Koliko takih staršev pa poznamo? To so fanski starši, ja, drži. Tako, absolutno. To je tisto, kar otrok potrebuje. Ne, da se pa ta vsede zraven, zdaj pa boš pa pazil. Zdaj bo pazil sam po sebi in zdaj ne bo panike, vede starši normalno reagirajo, vede. Jaz sem enkrat v neki literaturi sem našel, pa sem potem to dejansko tudi v praksi izvedel. V prometnem dovoljenju je bil noter listek. Moj sin je Gašper, takrat je imel na novo izpit. In na listku je bilo, še enkrat povem, to sem našel nekje idejo v tujini. Ni bila moja originalna, niti podrazno. Ampak všeč mi je bila. No in na listek sem lepo napisal, dragi Gašper, če tole bereš, potem je bila najbolj prometna nesreča. Prva stvar, zapomni si. Bod kulturen, bod spodoben, vsi delamo napake, lahko si ti naredil, lahko je oni drugi naredil. Kulturo na prvem mestu. In drugo, ko boš urejal stvari, če ne bo šlo pokliči, pa zavedaj se ves čas, da imam rad tebe, ne avto. Ja, lepo. No, in ni potreboval to, ni prebral nekega dne, kar tako, ni imel avto, 3 dni prej imel avto. Ja.
In nekaj, sem čutil, nekaj je bilo, nekaj menca in pol me le vpraša, kako da si tole noter dal. Ja, zato, če bi se ti zgodilo. Kako pa veš, da je? In ga je ustavil policist in policist je pač iz prometne ven je hotel videti tudi homologacijo in je tudi listek tudi ven potegnil in prebral in je samo rekel, ti moraš imeti pa zelo posebnega očeta. Ne? Policist sinu, ne? On najprej sploh ni. Je pač mislil, ga pač pozna fotra, ne? Nekaj ljudi pozna, čeprav je bilo to že leta nazaj, ampak lokalno, okolje je lokalno, ne? No in pravi potem, a veš, pa sem šel pa jaz gledati, koga je videl. No in je najdel ta listek, ne? In pol je povedal, kakšen dober občutek je to v njem in evo, jaz sem prepričan, da na ta račun je tudi bolje vozil, ker je vedel, da avto je dejansko postranska stvar, ne ta glavna. Moj otrok je tisti, ki je najpomembnejši v mojem življenju. Ženo, a veste, če greste po mestu, hodijo že čist uporabne, ja, jo najdete lahko na hitro. Otroka morate narediti, pa to traja 30 let, da je odrasel dan skoraj. To se ne da kar tako zamenjati, ne? Ja. No, torej, kaj je najpomembnejše, definitivno moji otroci. Seveda, zaživeti, glede na to, da sta oba že odšla od doma, se je bil že čas, se je sta odrasla, ne? Ampak vendar, seveda živiva z ženo in tako, ampak ta občutek je pa še zmeraj otroci. Pa pol se vprašaš, kaj smo pa naredili, dedek še nisem, ne? In to je pa, če se z otroki preveč dobro pogovarjaš o tem, kako načrtovati družino. Si pol pa kaznovan tako, da dolgo ne postaneš dedeka, ne? No, tako. Je treba tudi kako informacijo potem zadržati, ne? Časi, lejte, sej ne veš, hočem povedati. Lahko se trudiš biti popoln starš. Tega ni. Tako. Trud je lahko popoln rezultat, nemogoče, da bi bil popoln. Nemogoče, ne. Tako vedno je nekaj. In za nazaj, jaz se priznam, da se čisto nič ne sekiram. Ko bo čas, bo pač čas. In se bo to zgodilo in vsak trenutek bo pravi. To je pa tudi nekaj krasnega, Ani. Vsak trenutek je pravi v življenju, ja. Ko to pride, bom pa pripravila. Prima stvar. Tako, nova vloga, biti dedek, verjetno potem pa kakšni nasveti tudi pri vzgoji strani dedka. Oziroma, kakva je pa vloga, kaj bi zdaj rekli, dedko in babic pri vzgoji? Koliko se pa lahko utikajo, no? Ali so res za razvajanje? So. Vi boste, ne, za razvajanje. Definitivno, jaz sem jima tudi rekel, se mogoče pa zato, veste mi vnukov, ker sem rekel, ni problem, kadarkoli lahko pripeljete, samo morate vedeti, vidva izgajata, jaz jih razvajam. Skratka, v čem je vloga? Vloga, jaz mislim, da je podporna vloga izjemno pomembna. To, da lahko kdaj v trenutku stiske, da starši lahko računajo otroci lahko računajo nate. Še vedno v tisti relaciji, jaz sem tvoj otrok v stiski rabim. Tokrat rabim za vnuke nekaj in greš in priskočiš na pomoč. Nesebično, ne. Zdaj, ne zdi se mi prav, da so stari starši ves čas na razpolago. Meja mora biti, kar v vrtec in tako naprej v šolo. Ko so posebne situacije, ko je otrok bolan, ne more vrtec ali pa tako naprej. A takrat ga bomo pa zelo dobro poskrbeli, zdravila bodo oburi, negovan bo, ukvarjal se bom z njim, kakšne stvari ga naučil, tudi kakšne neumnosti, priznam, kakšnega heca in takih stvari. Vse tisto, kar mora biti, ker po drugi strani si želim tudi, da pri otroku sem moral kup stvari zamolčati, čeprav sem imel kakšne ideje, kaj bi lahko zdaj le, a ne, je taka situacija. Pri vnuku pa ne bo treba, ker pri vnuku morajo otroci moji, torej vnukovi starši poskrbeti za ta vzgojni del, pa za izobraževalni del, jaz pa lahko dopolnim s tistim iz 11. šole, se pravi tisto, kar je meni življenje prineslo in prenesem informacije naprej. Neobremenjene, seveda limit meje so pa še vedno iste, kot so bile prej, kultura,
da je na kulturni način, da skrbim za odnose, da nikogar ne ponižujem, da ne govorim o nekom drugem slabo in tako naprej. Če se pa otrok pri meni nauči, ne vem, zdaj sem v zmislil pri 8 letih variti, švasati po domače, to mislim, da je to lahko samo prednost. A glede na to, da se je pri 7 letih fant naučil ploščice polagati si. Res? Je res. Krasno. No, to so take, spretnosti, ki jih otroci, ki so jih otroci dobivali, igrače, kaj bomo delali, kakšne igrače, tiste ta prave, take, ki ostanejo, s katerim bodo otroci res doživeli nekaj, ne samo, da je jutro pa za pokazati, zdaj pa iščem novo. Ne. Mora biti tako, da deluje, to so take ta prave. Ne vem, če delaš bager, ne naredi igračo, naredi takega, da dela, da kople, da ustrga rušo, konkretno. Da lahko sneg premetavaš, tako, da lahko sneg premetavaš, da te ne zebe, da migaš, in podobne stvari. To je tisto, iglu naredi, kako se ga naredi, kako se dela snežne opeke in take stvari. To je tisto, česar nove generacije v glavnem ne znajo več, To jih je treba naučiti. Tudi starši, ko smo bili tako zaposleni, ves čas nekaj delati, hiteti in tako naprej, včasih smo malo zamudili tisti rok, bi rekel človek. So bili premajhni, pol so bili pa že kar naenkrat preveliki. Tako da otroci pridejo pa vprašam mami, kdaj bom jaz glih prav star. Ker rečemo, to sta še premajhen, za drugo stvar, to sta že prevelika. Kdaj bom glih prav star. No, evo, to je moj plan, je pol pa, biti tak dedek. Tak dedek, krasno. Tak. Zdaj pa za konec, gospod Juhant, jaz sem že rekla na začetku, da imamo mi slogan vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Se zdaj v bistvu ste nanizali kar, bom rekla, veliko informacij, ki v bistvu tudi zaznamujejo vaše življenje in vas navdihujejo, ampak se en pod črto, mogoče kaj bi rekli, kaj je tisto v življenju, ki vam pa najbolj razpira krila. Najbolj zanesljivo so otroci, ki ta hip še ne funkcionirajo in vidim potencial. In včasih je treba tako malo za prvi samostojni let, da razprejo krila in se vrnejo v gnezdo in od tistega trenutka ni nikoli več točno tako. So mejniki, v katerih lahko sprožiš drugačne načine razmišljanja, ravnanja in take stvari. Jaz ne prisegam na 80-urni tečaj iz tega in tega in otrok bo čisto drugačen. Moj cilj je poiskati, če se le da, več kot 4 srečanja, če se le da na noben način, če se le da. Vsega se ne znam na tako kratko, priznam, da ne, ampak večino stvari pa, da dejansko ni več kot 4 srečanj in dobiš ven popolnoma novo izkušnjo za celo družino. To je tisto, kar me navdušuje, zato da imajo tudi en dober, kvaliteten, skupen spomin, na katerega se lahko vedno vračajo in razmišljajo, mama razmišlja, takole sem ravnala, ata razmišlja, takole smo počeli in otrok razmišlja, tole sem naredil drugače kot ponavadi in je bilo to tako in tako. In praviloma gre vedno za neke konkretne stvari. Ko otroci pa najstniki zmorejo nekaj narediti, izpeljati, izdelati, ko imajo nekaj, kar je otipljivo in kar govori o njihovi kvaliteti in izjemnosti, do tistega hipa pravzaprav tudi sami še niso prepoznali, to je pa tisto, kar pa meni pa dejansko da krila, tudi meni, splača se. To je pa tisto, splača se, ker včasih res poiščeš, najdeš, ne vem, če dam primer, smo 2 fantiča, naveličena vsega, mama je bila sama, z očetom ni šlo skupaj, drugo, tretje, neprestano sta delala neumnosti, oba, kot starejši, kot ta mlajši. Včasih se je ta mlajši po ta starejšem vrgu, včasih je bilo tudi obratno. No in
ko sem odkril, da rabita avanturo, smo šli tjale v Škofjeloške hribe in smo poiskali kameno strelo, so taki kristali, polprozorni ali pa prozorni, in ker vem, kje je pač nekaj teh nahajališč, smo seveda tudi našli in za fante bil to en dan, ko sta zajezila potok z dovoljenjem lastnika, tam seveda je to, tam imam zveze, kot se reče, ne, zip. Ko smo streljali s fračo po gozdu, ko smo poiskali te kristale in smo bili na smrt lačni in se utrujeni in se odžejali v potoku s čisto vodo, da sta videla fanta, kakšna voda to je, kako to odžeja, kakšen občutek je. Ne? In potem tista malca in ko sta prišla nazaj, zanjo sta bili tiste par kepic teh kamenih strel, to je bilo več vredno kot katerikoli diamanti, ki so jih v tem stoletju izkopali. A razumete? Ker to ona dva sta družno rekla, to bo vam midva dala mami, mama ima kolegico, ki dela nek nakit in ona bo to delala in mama bo to nosila in to bo njen spomin na naju, bo več vedela, da sta to midva našla uno, drugo, tretje, četrto in potem se pogovarjamo, kaj več pomeni, a če se obnašata, če to data in uno, drugo, tretje in streko. Ne bo midva to vse spremenila. No in se srečamo po dolgem času, ni mama imela tistih kamnov gor, ne, jaz pravljic ne pripovedujem, so pa dali nekaj narediti, imela je neko verico in nekaj takega, je povedala, da so, ampak fanta sta začela iskati druge dragulje, kot se temu reče, kaj pa lahko še vse narediva, kaj lahko sama najdeva. In eden je začel minerale zbirati. Bravo. Namesto, da bi zbiral probleme, je zbiral minerale. Ja, tako. Evo. No, gledajte, to so zgodbe iz življenja. Nobena plača, noben kakršenkoli račun že napišeš za tako storitev. Takega zadovoljstva, kot ko srečaš čez nekaj let to mladino, ki niso več otroci, ampak so najstniki ali pa že mladi odrasli in pripovedujejo in včasih reče, a se me spomnite, ne malo mi povej. In potem zgodbe, ko se začne zgodba, točno vem, kdo pa kaj, ne. In pa, to se vse spomnite, zdaj se pa vse spomnim, se počas pride nazaj spominja, ne, kaj se je dogajalo in kako zdaj to, ono, drugo, tretje in vidiš, kaj je nastalo. Kakšne osebe so to. Prej so bili to samo otroci, ki so imeli probleme, a ne, sej priznaš, sej veš, da ima osebo, da je osebnost, da je celota, da je, ampak to je neobdelano kot tisti kristal, dokler je šele nastajal, ne. Pol pa to zablesti in vidiš, kakšni odrasli, mlajši odrasli, kakšni so to me pa res navdušuje. Ne? In ko smo imeli leta nazaj že neko evropsko srečanje, ko sem delal še veliko z vedenci in s temi otroci s tovrstnimi težavami, je bil sklep nekega takega evropskega telesa, da če bi vsak pedagoški delavc v življenju 5 otrok postavil nazaj na ta prave tračence, je zaslužil svojo penzijo, ker nas je toliko, ne, pedagoških delavcev, zraven so tudi ostali, ki so v teh stroki, psihologi in tako naprej, ne. Skratka, ti, ki se z mladino ukvarjamo, vsak, če bi samo 5 postavil nazaj, imamo vse postavljene nazaj. Ja. In tudi ta občutek, ne, evo, nekaj je nastalo. Trud je bil vložen, smiselno je bilo. In vidiš napredek, to je tisto, kar mene pravzaprav, to je pa končna beseda napredek, ko vidiš, da so stvari drugačne. Ne samo, da je sprememba, ampak da gre naprej in da ugotovijo, da je važno, da so ljubljeni, da je važno, da so prijazni, da je važno, ne, da garajo cele dneve in bodo izgoreli za novega lastnika in ne vem kaj, ampak da korektno, zelo v redu upravljajo svoje delo in še vedno živijo svoje življenje in ko bo čas, da bodo živeli s svojimi otroki. Več informacij o podcastih in dogodkih Večer v živo najdete na spletnem naslovu www.večer.com/v in na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman.
Srčno in srečno, do kmalu. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.